Pozdravljeni. Mnogi navdušenci Formule 1 nimajo radi voznikov, kateri si tako ali drugače plačajo sedež. A danes si bomo pogledali situacijo, ki nas čaka v sezoni 2021 in skušali razumeti, zakaj danes v Formuli 1 plačljivi voznik ni škodljiv in konec koncev to sploh nam ne pove, ali je on dober ali ne. Na začetku bi rad poudaril, da spisek 20 prisotnih na svetovnem prvenstvu Formule 1 sezone 2021 še ni dokončen. Manjka še uradna potrditev podaljšanja pogodbe strani Lewisa Hamiltona. Kdaj bo, če bo, bomo videli, a mislim, da z verjetnostjo lahko trdimo, da se bo to zgodilo. In seveda tokom sezone lahko pride do marsikakšne spremembe, kot smo videli v sezoni 2020. Poudarjam, da ne želim si, da bi bil kak izmed voznikov poškodovan tokom sezone, a videli smo, da COVID-19 lahko hitro spremeni tista razmerja, ki smo jih videli na progi. A če pogledamo tisto načrtovano začetno 20-terico, bomo ugotovili, da 40% prisotnih je tako ali drugače tam, ker so prinesli določena denarna sredstva. In pri tem lahko ločimo različne kategorije. Nekateri imajo osebne pokrovitelje, drugi izhajajo iz premožnih družin in okrog teh je največ govora po raznih virih. Tretji so pa na štartnem razporedu zato, ker je določen proizvajalec v njihove kariere vložil ogromno sredstev. Sedaj moramo se razumeti, da ali nekdo prinese denar zato, ker ima pokrovitelje, ali naredi nakazilo njegova družina, ali ekipi na primer ni treba plačati polne cene pogonskih sklopov, rezultat na koncu je isti. Voznik je tam tudi zaradi tega, ker ima od njega ekipa določeno finančno korist. A to še ne pomeni, da je voznik slab. Poglejmo si od primera do primera, kateri so te vozniki v sezoni 2021 in kaj lahko pričakujemo od njih. In začnemo s tisto prvo, najbolj opevano kategorijo. S tistimi vozniki, kateri družine financirajo njihovo kariero. Prvega bi tu omenil Nicolaja Latifija. Znan voznik, kateri je prisoten bil že v sezoni 2020 v Formuli 1 pri Williamsu, kjer bo kariero nadaljeval in seveda od njega verjetno marsikdo izmed nas ne pričakuje kaj dosti. Bil je tam v ozadju in če primerjamo njegove rezultate s tistimi, ki jih je dosegel George Russell, ne moremo trditi, da je bil hiter, kljub temu, da sta oba imela na razpolago, milo rečeno, enega izmed najslabših bolidov na štartnem razporedu. A Nikolaju je treba priznati nekaj. Kljub temu, da je bil eden izmed najbolj počasnih in tam v ozadju, ni povzročil nobene nevarne situacije, vsaj tak je bil moj občutek. Za razliko na primer od začetka kariere Lensa Strolla, kateri je bil dostikrat vpleten v dokaj nevarne situacije. A s sezonami se je to po mojem osebnem mnenju popravilo. Čeprav Lance Stroll še zmeraj tu pa tam naredi kak manever izven tistega, kar bi si vsi mi navdušenci želeli. A tudi Lance Stroll je v Formuli 1 zaradi tega, ker ima podporo očeta oziroma družinskega bogastva. Namreč oče Lawrence Stroll je tudi zaradi svoje podjetniške žilice, to je treba priznati, kupil ekipo takratno poprajočo Force Indio, napravil Racing Point, nato se je finančno vpletel tudi v nakup Aston Martina in to bo vse združeno v sezoni 2021. Treba je razumeti, da Lance Stroll je v Formuli 1 tudi po zaslugi svoje družine, čeprav z leti se je izboljšal in to kar precej.
Tretji, katerega moramo omeniti tu, je Nikita Mazepin. On je bil v zadnjem mesecu precej krat omenjen v raznih virih, ki se ukvarjajo z Formulo 1. In nekateri so odkrito pozivali k temu, da bi mu prepovedali vožnjo oziroma da bi kar tako izgubil sedež. Razumeti moramo, da on je prišel v ekipo Haas tudi zaradi tega, ker je prinesel določeno količino denarja. In sedaj, kaj ima to veze s tem, kako se on vede v zasebnem življenju? V redu, če nekdo noče Mazepina na štartnem razporedu, naj nadomesti tista sredstva, ki bi jih ekipa Haas izgubila, ukolikor mu vzamejo sedež. Vsaj tak je moj pogled. Čeprav o vozniških kvalitetah Nikite Mazepina se ne bi preveč prenaglil k oceni, bi rad poudaril nekaj. Namreč, oče Nikite Mazepina je bil v sporu z očetom Lensa Strolla glede nakupa takratne Force Indije. In mislim, da pred kratkim se je sodno končala zadeva na angleških sodiščih. Zanimiva situacija. Ukolikor ne bi imeli enega bogatega sina v Formuli 1, bi imeli drugega, sedaj bomo imeli oba. A poleg teh voznikov, katere družine posredno ali neposredno plačajo za njihov sedež, imamo voznike, kateri so podprti strani proizvajalcev. In to naprimer govorimo o Antoniju Giovinazziu. On je odkrito podprt strani Ferrari Driver Academy. Namreč Ferrari da ekipi Alfa Romeo Racing pogonske sklope po bolj ugodni ceni. Zaradi tega lahko odloča, kdo bo sedel na enem sedežu v tisti ekipi. In ta sedež je tisti, ki je namenjen Antoniju Giovinazziu, da se razumemo. Pogodba Kimija Raikkonena z Alfa Romeo Racing nima nobene veze z sredstvi Ferrarija. In tu moramo poudariti, da Alfa Romeo kot glavni pokrovitelj in Ferrari imata istega lastnika. Kot združba sedaj pri teh združevanjih v svetu avtomobilizma pa sta zadevi globoko ločeni. A če smo govorili o Giovinazziju, o katerem je dobro znano, da nimam ne vem kako pozitivnega mnenja, se moramo zavedati, da tudi George Russell je pri Williamsu praktično na istem principu. Tudi Mercedes da Williamsu tisti pogonski sklop po bistveno bolj ugodni ceni, zato da George Russell lahko tam nabira izkušnje. Ste morda opazili, da bi Williams imel kaj proti temu, ko je George Russell na veliki nagradi Šakirja zamenjal Lewisa Hamiltona? Ne, ker pripomb ni bilo. Zakaj? Ker ne gre za voznika ekipe Williams, temveč za voznika Mercedesa, kateri je samo posojen v Williams. In ta posoja ni zastonj. In seveda tretji, kateri ima podporo proizvajalca, tokrat zopet Ferrarija, je Mick Schumacher, kateri bo moštveni kolega že prej omenjenega Mazepina pri ekipi Haas. Pri Micku Schumacherju ne moremo govoriti, da je prinesel kak družinski denar oziroma da ima tako močne osebne pokrovitelje. Seveda, znan priimek, kateri bo pritegnil druge pokrovitelje, o tem mislim, da ni dvoma. A zato, da je zasedel mesto pri ekipi Haas, je zaslužen zopet Ferrari. Kako je do tega prišlo? Z tehnično pomočjo, po mojem osebnem mnenju seveda. Pogodbe so seveda zaupne narave in nejasne, vi jih ne bomo nikoli prebrali. A sklepamo lahko, da Ferrari bo pomagal ekipi Haas s tem, da jim bo nekako posodil določeno število tehnikov. Plus lahko mislimo, da bodo dobili tudi kak popust pri pogonskih sklopih oziroma menjalnikih. In gremo naprej, če smo sedaj govorili o Ferrariju in Mercedesu, ne moremo mimo Honde. Seveda, Tsunoda je dobil svojo priložnost pri skuderiji Alfa Tauri tudi po zaslugi Honde.
In ne trdim, da je Tsunoda slab voznik, mene je navdušil v Formuli 2. Videli bomo, kaj bo v Formuli 1, ampak brez podpore Honde on verjetno tistega sedeža ne bi dobil. In seveda, tu lahko marsikdo reče, da to ni pošteno, a še zmeraj se moramo zavedati, da tudi izkušen voznik lahko prinese kar zajetno doto in to v ekipo, katera na prvi pogled je izjemno premožna. Namreč zavedati se moramo, da Sergio Perez je prišel v Red Bull z doto tam okrog 15 milijonov dolarjev. Znano je, da on ima izjemno močne osebne pokrovitelje in mnogi bi rekli, saj to za Red Bull ni nič. Napačno. Namreč Red Bull ima pod svojim okriljem dve ekipi, za katere plačuje vsako leto. Razumeti moramo, da Aston Martin je plačeval Red Bulle zato, da je bil na njihovih bolidih. Tisti napisi v sezoni 2021 bodo spremenili naslov in tudi denar bo šel drugam. Tako da 15 milijonov Sergia Pereza še kako prav pride ekipi Red Bull. In ne govorim, da so obubožali, ampak v vsakem primeru denarja se nikoli ne meče stran. Vidimo lahko, da kljub budget capu imamo kar nekaj ekip, katere imajo oba voznika plačljiva. Čeprav smo videli, da tudi te vozniki v raznih primerih sploh niso slabi. Imamo le 4 ekipe, katere imajo v celotni zasedbi voznike, ki so tam zaradi svojih kvalitet. Govorimo o Ferrariju, govorimo o Renaultu, seveda govorimo o Mercedesu in nazadnje govorimo tudi o McLarenu. McLarena so dal na zadnjo mesto, kajti prebirali smo kar nekaj člankov, kako so v finančni stiski in treba je opomniti še nekaj. McLaren do danes še nima tistega imenskega pokrovitelja, nekaj, kar bomo videli pri vseh ostalih prej naštetih ekipah. In pri tisti sferi Renaulta, po novem Alpina, je treba poudariti nekaj. Videli smo, da v njihovi ekipi imajo 2 voznika, katera sta tam po zaslugah, kar je seveda hvalevredno. Po drugi strani smo lahko opazili, da nimajo nekega programa, kjer bi lahko kakšne mlade voznike z leti pripeljali v Formulo 1. Treba je tudi opomniti, da v Red Bullu oziroma skuderiji Alfa Tauri, da če pogledamo obe ekipi skupaj, vidimo, da od 4 voznikov imajo 2, katera sta tam tudi zaradi drugih interesov in poudarjam tudi, kar nekako potrjuje tisto, kar sem povedal prej. Mnogim navdušencem se bo zdelo malce čudno, kako pri budget capu lahko vidimo tak ustroj v svetu Formule 1. Treba je razumeti, da pred uvedbo budget capa marsikatera izmed ekip v Formuli 1 ni imela tako visokega proračuna, kot ga sedaj omenjuje budget cap. Zato je nekako sami po sebi umevno, da so tako zbirali denar in ga bodo še v prihodnje. Zavedati se moramo, da to je Formula 1 in da če določen voznik ima neka sredstva, katera tako ali drugače priskrbi sam, tu še nič ne pove o njegovih kvalitetah. Edino ena stvar nam pove o kvalitetah voznika in to so rezultati na progi. Ne glede kdo plača za njegov sedež, ne glede na njegov priimek in ne glede na vse govorice, ki jih nekateri viri pišejo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.